15 nagrajencev Moje dežele, pomlajena ekipa KS Smlednik, zatika se pri denarju, za vajo Zagorelo v Mošah, zaključek zelene sezone v Barki, pogovor s tovarišem Franto, spoznavni žur medvoških študentov, 60 vzponov na Katarino. Lepo pozdravljeni. Današnjo informativno oddajo začenjamo z enim najpomembnejših turistično obarvanih dogodkov pri nas. Minuli petek je v domu krajanov Sori potekala medvoška različica vseslovenske prireditve Moja dežela, lepa in gostoljubna. Letos prvič tudi pod okriljem razširjenega javnega zavoda za šport in turizem Medvode. Podelili so priznanja tistim skrbnikom objektov, javnih ali zasebnih, ki so zaslužni, da smo lahko ponosni na podobo krajev, v katerih živimo. Letos je komisijo s svojimi urejenimi domovi, kmetijami, infrastrukturnimi in industrijsko-podjetniškimi objekti ter objekti kulturne dediščine prepričalo 15 lastnikov oziroma gospodarjev. V domu krajanov v Sori je minuli petek potekala zaključna medvoška različica vseslovenske prireditve Moja dežela, lepa in gostoljubna. Gre za 18. izvedbo te akcije, ki pa je največji letni projekt Turistične zveze Medvode, letos prvič tudi pod okriljem javnega zavoda za šport in turizem Medvode. Komisija za priznanja je obravnavala 21 prispelih predlogov, vendar, kot je še povedal predsednik Turistične zveze, je to število večje kot v preteklih letih. Zaradi pretežno nam neznanih razlogov ta vpletenost ljudi upadla in morda lani dosegla bolj ali manj dno akcije, ampak mislim, da smo s pravimi načini odreagirali, akcijo zopet povzdignili vsaj na pravilno pot. Vsekakor še nismo zadovoljni z vpletenostjo ljudi, ampak gremo v pravo smer. V vseslovensko akcijo Moja dežela, lepa in gostoljubna je vključenih več kot 600 društev z okoli 200 tisoč prostovoljci. Po 18 letih medvoške vključenosti v to akcijo pa smo lahko zadovoljni in ponosni na številne institucije in posameznike, ki zgledno skrbijo za svoje objekte, okolico, spomenike in obeležja vseh vrst in s tem prispevajo, da smo ponosni na okolje, v katerem živimo. Moram reči, da komisija je opravila zelo dobro delo, tudi sam sem bil v preteklosti že član komisije in vem, kaj to pomeni. Ogledati si vse objekte, ki so bili prijavljeni. Komisija ima namreč tudi kompetenco, da kakšnega, ki ni bil prijavljen, tudi uvrsti v sklad nagrajencev. In je težko delo, je ponovadi težko izbrati tiste najboljše in glede na te, ki so pa bili izbrani, lahko rečem, da so pravi, kajti vsi objekti so dobro vzdrževani, lepo izgledajo in prispevajo končnemu izgledu kraja in skupnosti. Največ priznanje je šlo letos v roke krajevni skupnosti Smlednik. V kategoriji naravna in kulturna dediščina so prejeli priznanje za spomenik talcev, v kategoriji infrastrukturni objekti so prejeli priznanje za križišče v Valburgi, v kategoriji javne površine pa priznanje za trg Svetega Urha. Se mi zdi, da je to še ena potrditev prejšnjega mandata našega predsednika krajevne skupnosti in spodbuda za nov svet, da se potrudimo in vzdržujemo to ali pa še nadgradimo, če bomo lahko. Kako vam pravzaprav uspe v Smledniku te projekte peljati? Kako vam pravzaprav uspe, da ste tako uspešni? Ja, to ni odvisen samo od nas, to je odvisen tudi od ljudi, ki tam živijo in se mi zdi, da z neko kontinuiteto, s priznanjem tega, da so tudi oni zaslužni za to, dobijo potrditev in zagon za sodelovanje. In s tem, da res se jih vpraša za mnenje in se to mnenje tudi upošteva. V kategoriji naravna in kulturna dediščina so podelili priznanje še za obnovljen kozolec pod Sveto Marjeto, za podružnično cerkev v Dolu, Mežnarijo na Katarini in Žogrov skedenj na Topolu. V kategoriji javni objekti si je priznanje prislužilo še pokopališče v Pirničah, v kategoriji tematska pot pa pohod po poteh roparskih vitezov. Priznanje za najlepšo kmetijo je šlo letos v roke družini Jenko iz Dragočajne. Če z veseljem delaš, to veliko lažje narediš, kot pa če bi pač neko z neko nejevoljo ali bilo kaj. Kot je še povedala Marina Jenko, je urejanje kmetije v veselje. Iz rok župana Nejca Smoleta pa je šlo priznanje za najlepše urejeno hišo. Letos je ta lovorika pripadla družini Boštjančič iz Zgornjih Pirnič. Sem vesela, ker vsa družina skrbi za okolico, pri nas vsi člani nekaj prispevamo k tem našemu okolju, ni samo eden zaslužen, predvsem pa mož. Tako da se mi zdi samo po sebi umevno, da imamo urejeno, ker drugače ne vem, tako skrbimo. In to priznanje ga nisem pričakovala. Pa je veliko dela za tako urejeno hišo, da tudi drugi opazijo?
Glejte, če ti je to spontano, vsako malenkost, kaj pa vem, vedno nekdo kakšno rožico prinese hiši, včasih hčerka, včasih vnučka nekaj potakne noter, tako da ne moram reči, da je veliko dela, pravzaprav nam je vsem veselje. Podeljeni sta bili še 2 priznanji za lepo urejeni hiši in sta šli v roke družini Rozman iz Goričan in družini Senel iz Smlednika. V kategoriji gostinski objekti si je priznanje prislužila družina Šušteršič za Brunarico Ločnica. V kategoriji industrijsko-podjetniški objekti pa podjetje Brinox iz Sore. Petkovo prireditev so kulturno zaznamovali še člani otroške folklorne skupine kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Sora, sorški orgličari, glasbenika Oton Pavlič in Sonja Huč. Posnetek celotne prireditve pa si lahko v prihodnjih dneh ogledate na naši televiziji. Kot rečeno, priznanja so šla tudi v krajevno skupnost Smlednik. Z letošnjimi volitvami so v tej krajevni skupnosti precej prevetrili svoje vrste. Prvič so namreč izvolili žensko predstavnico. To je postala 23-letna Nežka Bogataj iz Valburge. Poleg tega je svet krajevne skupnosti v primerjavi s prejšnjimi mandati starostno gledano sestavljen s precej mlajšimi člani. Po znanih uradnih rezultatih so se člani sveta krajevne skupnosti Smlednik 22. oktobra zbrali na konstitutivni seji, kjer so izvolili novo predsednico Nežko Bogataj in imenovali nadzorni odbor, ki ga sestavljajo Lojz Tršan kot predsednik in Danica Tršan ter Julijana Štilec. Ja, jaz sem se osebno odločila samo za sodelovanje v krajevni skupnosti, potem nadaljnji razplet dogodkov je bil pa pač tak, da nihče ni bil najbolj navdušen nad tem, da bi sprejel to mesto. Jaz sem rekla, da če nihče drug ne bo, sem lahko tudi jaz, ker se mi zdi smiselno pač nadaljevati stvar, ki je dobro zastavljena in graditi na njej. Tako da potem pa osebno na sestanku sploh nisem bila prisotna, ker sem imela že prej druge obveznosti. Tako da sem prišla precej na konc in so me seznanili s tem z odločitvijo, tako da pa sem pač sprejeli. Na lokalnih volitvah so bili v svet krajevne skupnosti izvoljeni predstavniki 4 vasi iz Valburge, poleg Nežke Bogataj še Gašper Rozman in Gašper Zajec, iz Smlednika Metod Ferber in Mihael Vurušič, iz Hraš Ivan Špenko in Žan Janhar, Moše pa bo zastopala Maja Šlebir, sedaj podpredsednica krajevne skupnosti Smlednik. Kar 4 člani, vključno s predsednico, pa so mlajši od 25 let, gre torej za precej mlado ekipo. Ja, jaz sem zelo vesela, ker s takimi, ki so meni bližji, lažje sodelujem, hkrati sem pa tudi zelo hvaležna, da so se starejši odločili, ker to pomeni določene izkušnje, znanje, mogoče drugačen pogled, ki nam gotovo odpira čisto nove razsežnosti. Najmlajši je z 19 leti Žan Janhar, ki je tudi najmlajši član sveta katerekoli krajevne skupnosti v občini Medvode. Moja, kot že vse dosedanja leta, sem velikokrat preživljal v nekem sklopu društev, organizacij, raznih akcij, ki so se dogajale v naši vasi oziroma v krajevni skupnosti Smlednik. Mi je bila to tudi neka želja oziroma moč po temu, da bi rad tudi korak naprej stopil, da bi šel v krajevno skupnost in poskusil še kaj več narediti. Vodstvo in svet pa želita v tem mandatu predvsem nadaljevati z idejami in cilji dosedanje ekipe. Moja želja je, da bi vsaj nadaljevali v tem smislu, kot je bilo zdaj, oziroma če nam bo uspel stvar nadgraditi. Kaj bolj konkretni projekti bojo, pa bomo videli, kaj bo sproti prinesel čas in sodelovanje z občino. Ja, jaz upam, da so izkazali kot v redu. Smo vzeli nam za vzorc oziroma za neko avtoriteto in nekaj takega imamo kot starejše člane, ki se s tem že dalj časa ukvarjajo, ki so se tudi, bom rekel, izkazali v svojih mandatih preteklih. In jaz mislim, da bomo skupaj zmogli stvar peljati naprej. V slabem mesecu jih je že čakalo kar nekaj obveznosti, med drugim so tudi uspešno sodelovali na natečaju Moja dežela, lepa in gostoljubna, kjer so prejeli kar 3 priznanja. V minulih dneh smo dobili nekatere odgovore glede prometne zagate na državni cesti pod hotelom Medno. Vprašanja smo tokrat naslovili na našo občino in na mestno občino Ljubljana, ki z Direkcijo Republike Slovenije za ceste sodelujeta tudi pri načrtovani gradnji ceste, ki bo v času rekonstrukcije dotrajanih mostov služila kot obvozna, potem pa kot stalna povezava z Ljubljano. Poglejmo si, kakšne odgovore smo pridobili.
Kot smo že poročali, gre za projekt gradnje ceste, ki bo služila kot obvozna cesta pri rekonstrukciji mostov v Mednem. Gre za tripartitno pogodbo med našo občino, Državno direkcijo za ceste in mestno občino Ljubljana. Z tehničnega vidika je projekt že v polnem zagonu. Za projekt so pridobljena soglasja, pridobljeno je vodno dovoljenje in tudi soglasje Direkcije za ceste, saj gre za gradnjo lokalne ceste, ki se navezuje na državno cesto. Po grobih ocenah gre za približno 1,5 milijona evrov vreden projekt obvozne ceste, za katero naj bi 40% denarja zagotovila Medvoška občina, 35% Direkcija za ceste in 25% Ljubljanska občina. Z finančnega vidika projekt še ni zaključen, ni podpisan sofinanserski sporazum med vsemi tremi udeleženci oziroma investitorji tega projekta, to so Direkcija za ceste Republike Slovenije, Občina Medvode in Mestna občina Ljubljana. Sofinanserski sporazum naj bi določil delež finančnih sredstev, ki jih vsaka od teh treh oseb pač prispeva za izvedbo te investicije. Občina Medvode je Ljubljanski občini v začetku junija posredovala podpisan sporazum o sofinanciranju ceste, ki pa, kot so nam odgovorni na Ljubljanski občini zagotovili, ni bil v skladu s skupnim dogovorom, ki je bil v začetku leta dosežen na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Sporazum, ki ga je dobila Mestna občina Ljubljana, tej občini določa obveznost, da pridobi vsa potrebna zemljišča. Direkcija za ceste je poslala sofinanserski sporazum, občina Medvode z njim soglašala, medtem ko Mestna občina Ljubljana ga ni podpisala, ker nasprotuje temu, da bi pridobivala neka zemljišča, s katerimi bi se omogočila širitev same državne ceste pod motelom Medno, tako da bi se na tem delu zgradil še en vozni pas, ki bi bil levozavijalni pas za to novo lokalno cesto. Lahko pomeni še nekaj časa, nekaj mesecev, če se skratka, treba je skleniti dogovor, treba se dogovoriti in potem zadeve izvesti. Pomeni, jaz sem prepričana, da je dogovor možen, z Ljubljano se dogovarjamo že dalj časa, ta projekt se pripravlja že več let in sem prepričana, da bo tudi glede tega dogovor sklenjen in da bo zadeva izpeljana. Kot je še zagotovila Debeljakova, bo prihodnji teden potekal sestanek, na katerem bodo poskušali najti rešitev za nadaljevanje projekta. Prav zagotovo pa projekt letos dokončan ne bo. In še pomembno obvestilo. V teh dneh se bodo začela obsežna dela na izgradnji in rekonstrukciji vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter izgradnje plinovoda v vrednosti skoraj 700 000 evrov. Zato se obeta tudi popolna zapora Zbiljske ceste od krožišča na Klancu do krožišča pri Zormanu. Obvoz bo urejen preko Jeprce. Tudi za 30-tico, več o tem projektu pa v prihodnji oddaji. Minuli petek zvečer je Medvoška gasilska zveza v Mošah izvedla obsežno vajo. V vaji sodelovalo vseh 6 medvoških gasilskih društev, k sodelovanju pa so povabili tudi sosednje prostovoljno gasilsko društvo Trboje. Simulacija požara na tamkajšnjem objektu se je razširila čez celotno vas, tako da so gasilci preizkusili več svojih veščin. Vajo so izvedli uspešno, pripravljenost naših gasilcev pa je preveril tudi župan Nejc Smole. V petek zvečer ob 20:29 se je sprožil alarm za požar. Zagorel je stanovanjski objekt v Mošah. Vendar tokrat so si tamkajšnji krajani lahko oddahnili. Šlo je le za vajo, preizkus operativnih zmožnosti medvoških gasilcev, ki jo je organizirala Gasilska zveza Medvode. V tokratni vaji je sodelovalo 55 gasilcev iz vseh 6 prostovoljnih gasilskih društev. Pridružili so se jim tudi kolegi iz sosednje občine Šenčur, člani prostovoljnega gasilskega društva Trboje. Nekako je sodelovanje vzpostavljeno že med lokalnim društvom Smlednik in pa Trbojami, ker pa so na meji med občinam, ljudje se poznajo, ljudje so gasilci, ljudje gredo radi pomagati in tako je samo v dobrobit nam vsem krajanom, da je to sodelovanje vzpostavljeno in z veseljem so se odzvali povabila. Vajo so razširili skoraj čez celo vas. Ker je objekt gorel v strnjenem središču vasi, so vzpostavili preventivne ukrepe, s katerimi so preprečili širitev ognja na sosednje objekte. Vodo za napad so poleg hidrantov črpali tudi iz bližnje Save. Pri tem so morali poskrbeti tudi za ponesrečence, ki so bili ujeti v goreči zgradbi. Mogoče Ljudka utrpela škodo, sam Ljudka ni čutila, drugače smo imeli pa še 3 ponesrečence v obliki ljudi, tako da so tudi gasilci bolničarji. Moram reči, da smo
jih letos nekaj čez 20 je opravil tečaj specialnosti gasilec bolničar, tako da so bili po društvih tudi povabljeni na to vajo in so s tistim orodjem in opremo, s katerim razpolagajo trenutno bolničarji po gasilskih društvih, naredili maksimalno, kar se je lahko dalo narediti. Tokratno vajo si je ogledal tudi župan Nejc Smole, ki poleg pisarniškega upravlja tudi precej terenskega dela. Gasilcem se je v zadnjem mesecu dni na terenu pridružil že dvakrat. Tokrat pa si je prvič ogledal vajo. Jaz sem imel danes prvič čast prisostvovati tej vaji, torej vaji Gasilske zveze Medvode, in moram reči, da je lepo videti, kako zadeve funkcionirajo, če so dobro urejene. In tukaj sploh ni dilema, torej, da so naši gasilci vrhunsko usposobljeni, da je bil reakcijski čas zelo hiter in da so bili tudi vse postavitve izvedene po mojem laičnem prepričanju točno tako, kot so si zamislili. Vaja je bila uspešno izvedena, v pičle pol ure od trenutka, ko se je sprožil alarm, so se gasilci že borili z ognjenimi zublji. Ob zaključku je bila podana krajša analiza dogajanja, podrobnejšo oceno bodo gasilci izvedeli šele po sestanku Gasilske zveze. Tiste prve analize, kakor smo jih pri samem ogledu vaje napravili, mislim, da je vaja dosegla svoj namen, da nekih velikih napak sigurno ni bilo, tako da bi z tega mesta lahko vse gasilce Gasilske zveze Medvode in pa seveda gasilce iz Trboj pohvalil za konkreten pristop in pa izvršeno delo. Ker so zadnje čase bolj kot ogenj nevarne poplave, smo povprašali tudi, če bi bilo smiselno izvesti vajo tudi na poplavni scenarij. Mogoče bi se dal, mogoče celo bolj štabno, ampak glede na to smo letos imeli že kar dost pravih intervencij, da ta trenutek ne rabimo nobene vaje na temo poplave. Leto še ni zaključeno, vremenska napoved ni preveč rožnata, tako da če bomo šli prej na intervencijo, ko navajo poplave. Sicer pa je župan v svojem govoru poudaril velik pomen gasilcev v Medvodah in jim dal vedeti, da se bo kljub težkim časom za gasilce v občinskem proračunu vedno našel prostor. V soboto je društvo Sorško polje zopet poskrbelo, da je bilo v prostorih društva Barka pestro. V skupnem prostoru so organizirali tržnico, na kateri je potekala izmenjava različnih izdelkov. Na vrtu pa so zasejali drevesa. Poleg nekaj sadnih so na sredini simbolično posadili še lipo. Društvo Sorško polje je pred letom in pol začelo z uresničitvijo ideje o skupnem vrtu za prostori društva Barka. V sodelovanju s krajevno skupnostjo Zbilje in občino Medvode pa so sedaj vrt še dopolnili. Današnji dnem zaključujemo z aktivnostmi na vrtu. Tako da danes sadimo sadno drevje in lipo. Posadili bomo 3 drevesa na vrtu Barke, visokodebeljna, in 4 drevesa za vsak letni čas, eno na našem vrtu, nato pa še lipo na sredini vrta. Lipa, zakaj lipa? Lipa je pomen slovenstva, pomen skupnosti, tako da s varovanci Barke smo se že dogovarjali, kakšno ime bi dali tej lipi, in smo se odločili, da bo to skupnostna lipa, ker je skupnost Barka. Mi delujemo kot skupnost, recimo kot društvo Sorško polje, in tudi krajevna skupnost, lokalna skupnost, tako da dejansko je to lipa, ki naj bi združevala ljudi, povezovala, tako da običajno so dejansko pod lipami tudi na vaseh so se dogajale včasih kar kakšne pomembne odločitve so se sprejemale, tako da jaz upam, da bo tudi ta lipa dobila svojo vlogo. Sajenje je potekalo pod vodstvom permakulturne učiteljice Jožice Fabjan, na pomoč jim je priskočilo precej članov društva Sorško polje in kar nekaj občanov. Obenem je med obiskovalci potekala še izmenjava sadik Jagodičevja, nekaj sadik pa so skupaj posadili na visoko gredo. V skupnem prostoru so organizirali še tržnico z različnimi pridelki. Prišlo je, mislim, da okrog 10 kmetovalcev, ki ponujajo zelenjavo, vino, pivo, testenine in še kar nekaj drugih zadev. Izdelujem ročne pletenine iz domače volne, predvsem nogavice, rukavice, razne izdelke po naročilu. Mogoče bi izpostavila peškovc, termofor iz češnjevih pešk je to. To je ena običajna blazina iz platna,
vsebujejo te peške, očiščene, posušene. Njihova lastnost je pa ta, da obdržijo temperaturo. Zdaj najboljše je, da jih segrejemo mogoče v pečici. In to se greje lahko kolena, noge, roke, mehur, kjerkoli. Eni vzamejo v poslo, včasih so jemali v poslo. Za pridelovalce in ponudnike, kot tudi kupce, so tovrstne tržnice dobra priložnost za vzpostavitev stikov in nabavo hrane tudi v prihodnje. Ja, seveda, te tržnice so zelo primerne, zelo ugodne za vsakega ponudnika in za vsakega iskalca, ker to se res predstavi proizvajalec, kupec dobi točno ve od kje, iz prve roke v bistvu. Ob koncu sajenja in zaključku tržnice so se prostovoljci in obiskovalci zbrali na sredini vrta in skupaj z direktorjem društva Barka Klemnom Kastelicem in medvoškim županom posadili lipo, program pa je kulturno obogatil mešani oktet lipa iz Sore. Danes je slovenski dan splošnih knjižnic. V medvoški knjižnici je tako že ves teden nadvse pestro. Že v prejšnji informativni oddaji pa smo omenili, da je v knjižnici potekal tudi pogovor z borcem narodno-osvobodilnega boja, tovarišem Francem Severjem Franto. Ta je predstavil svojo drugo knjigo, skoraj 500 strani dolgo življenjsko zgodbo z naslovom Trenutki odločitev. Na pogovoru medvoško knjižnico je Franca Severja Franto, enega najpomembnejših partizanskih komandantov med drugo svetovno vojno, ki je med partizane vstopil kot rasno mlad fant pri 18, povabil predsednik krajevnega odbora Zveze združenj borcev Pirniče Emil Doles. Med dejstvi in zanimivimi prigodami v življenju tovariša Frante pa je spretno krmarila Silvana Knok. K pisanju knjige ga je spodbudila predvsem želja, da pove svojo življenjsko zgodbo. Čeprav mislim, da je pozna cela zadeva, tale knjiga je šla ven, vse mislim, da sabo nosi eno pripoved, resnično pripoved, bitke našega naroda. Ob tem pa tudi sem poskušal, jasna stvar, tudi sebe predstaviti, kako sem to doživljal, kako sem preko te vojne, 4-letne vojne šel, in to je bila, mislim, glavna stvar. A knjiga ni zgolj pripoved o Frantovem življenju. Je izbor njegovih misli, prepričanj in spoznanj, ki jih je pridobil v težkem vojnem obdobju, ki ga je preživel najprej kot kurir, zatem kot mitraljezec, pomočnik komandirja čete, komisar bataljona, komisar brigad in nazadnje tudi kot komandant operativnega štaba 2 brigad. Zase pravi, da mu je oče, sicer veren človek, mežnar in organist, dal najboljšo popotnico. Najpomembnejše je v pravem času postaviti se na pravo stran, kar je upošteval tudi ob odločitvi, da gre v partizane. Tja je odšel predvsem samospoštovanjem in zaupanjem vase, in to sta vrlini, ki sta mu pomagali preživeti vojno. Je sigurno prva postavka pozitivna naravnanost, to je sigurno. Druga stvar je prepoznati moraš samega sebe, svoj karakter in zaupati v sebe. Če zaupaš v sebe in nekako imaš odrejen cilj in za ta cilj se boriš, potem nekako premagaš tudi vse težave, katere se pojavljajo. Težav od lakote pa vsega tu je bilo po drugi svetovni vojni ogromen. Da ne govorim, vsak dan Damoklejev meč nad glavo. Boril se je in preživel. Preživel tudi smrti svojih prijateljev, med drugim smrt medvoškega vojnega heroja, komandanta Staneta. Uspel mu je tudi skoraj neverjeten podvig, ki ga je opisal v svoji prvi knjigi. Na Menini planini je marca 1945 rešil skoraj 500 soborcev in ranjencev iz obroča 12.000 SS-ovcev in to brez enega samega strela. Heroj v pravem pomenu besede. Ni brezglavo rinil v boj, ampak je cilj dosegel z razumom, spretnostjo, hladno glavo in z izkušnjami, vse z namenom, da bi rešil življenja. V svoji knjigi je tudi zapisal: ko človek premaga sovražnika, s katerim se je moral srdito boriti, dobi občutek, da je nekaj izgubil, da mu je bilo nekaj odvzeto. Na srečo izgubi tudi občutek sovraštva. Silvano Knok pa sta spregovorila tudi o trenutnih razmerah v državi. Po velikem veselju in upanju, ki ga je imel ob slovenski osamosvojitvi leta 1991, je danes razočaran nad tem, kako nizko je padla Slovenija. Veste, kako kmet prav? Prvo prav,
za kratkoročno obdobje, 1 leto imam pšenico, krompir, kolerabo, pa ne vem kaj, če kisam, pa tu delam, pa tako dalje. Prav za srednjo obdobje imam sadje, hruške, pa tule. Prav za dolgoročno obdobje imam pa gost. Če pride težava, bom gost fejkal, pa bom rešil družino. Mi pa prodajemo gost. Mi prodajemo fabrike, mi prodajemo tisti, od katerih naši privatniki, obrtniki živijo. V pogovoru v knjižnici sta se z voditeljico dotaknila tudi njegovega pestrega, ljubezenskega življenja, ki ga v knjigi sicer opisuje šele proti koncu. Menda ga je njegova strast stala tudi naziva narodnega heroja, saj je bila proti tovarišica, ki je menila, da ženskar ne more biti narodni heroj. Njegova naslednja knjiga pa je tik pred izidom. Je samostojna, vendar nadaljevanje njegove življenjske zgodbe, pisana pa na podlagi dnevnikov, ki jih je zapisal tekom svojega dela na letalskem področju. Na podlagi mojega življenja sem bil precej pedanten, vse to pisal, kako smo uvajali letalski promet v Sloveniji, ki je bil nekako nezaželjen, ne bom rekel nezaželjen, nekako površno, čiš nam je dovolj klasičen promet, ne treba da še letalskega razvijati. Tako da je to zelo interesantno, posebno bo to interesantno za laike, ne to za strokovnjake, ne. Kaj smo se počeli? Knjiga bo pa imela naslov Lovišče ali letališče, ker so hoteli fazane noter imeti pa streljati. Vsekakor se obeta zanimivo branje. Naši gledalci pa boste imeli kmalu tudi možnost, da si pogovor s tovarišem Franto ogledate na sporedu televizije Medvode. Zavod za kulturo in mladino je prejšnji petek svoje klubske prostore dal na razpolago za spoznavni žur medvoških študentov. Dogodek je služil kot začetek ponovnega nastajanja kluba medvoških študentov, ki že kar nekaj časa ni bil dejaven. Ponovno se je pojavil interes oživljanja medvoškega kluba študentov, katerega namen je povezovanje študentov in dijakov ter delovanje na področju študijskih zadev in aktivnega preživljanja prostega časa. Tokratnega oživljanja sta se lotili študentki Anja Kos in Gala Lukman, ki sta v ta namen minuli petek v klubskih prostorih Zavoda za kulturo in mladino organizirali spoznavni žur. Zaenkrat odziv je v redu, podpirajo nas na občini, tlele v jedru smo dobili veliko pomoč v organizaciji dogodka. Jaz upam, da bo ljudem oziroma študentom mladim v Medvodah malo tega dosti, da se v Medvodah nič ne dogaja, se pridružijo nam, pa skupaj malo obudimo dogajanje, da bojo kakšne aktivnosti tukaj. Dekleti sta se pozanimali tudi o zgodovini društva in o dogodkih, ki so jih člani organizirali pod takratnim imenom Klub medvoških študentov. Namen petkovega dogodka je bil preveriti interes medvoške mladine za sodelovanje v klubu. Pri ponovni vzpostavitvi kluba boste računali na sodelovanje z Zavodom za kulturo in mladino, predvsem na področju urejanja papirologije. Ker je težko začeti čisto iz nule, enostavno od prejšnjih teh zakonov, tudi tako Gala omenila, ni ostalo čisto nič in je treba štartati na novo in mi dve tukaj, kot v bistvu študentke, ko mi začetnici še ne veva nič in rada vidva, da imamo kakšno pomoč, ker nam pomagajo te ljudje zdaj to zagnati počas. Tokrat je večer potekal v sproščenem vzdušju. Za glasbo za vse okuse je poskrbel DJ Loud, v prihodnosti pa dekleti računata na več kot le organizacijo glasbenih večerov. Jaz sem imela v mislih, da bi uvedli neke športne dogodke, ni nujno, da samo športne, tudi recimo pomaganje po različnih predmetih, če bi slučajno kdo rabil kakšne inštrukcije, to ne govorim zdaj sam za faks, ampak predvsem za srednjo šolo, gimnazijo, ker se dostikrat pojavljajo problemi in pri dostih predmetih, vsaj iz mojih izkušenj. In v bistvu, da bi nekako dobili neko tako skupino študentov, ki bi bili polet aktivni na odbojkah ali na, ne vem, kaj meni se zdi, da imamo mi tle sam te veselice, pa smo mogli nekaj drugega še narediti, ne? Trenutno je projekt še v povojih, ideja o povezovanju Medvod s študentskim življenjem pa se ne zdi slaba. Vsi zainteresirani za sodelovanje se lahko oglasite kje drugje, kot pa na njihovem Facebook profilu. Petkovo dogajanje pa bomo predstavili tudi v prihajajoči oddaji Džumbus. Slavnostno podelitvijo priznanj se je prejšnji petek končala 14. akcija 60 vzponov na Katarino.
116 udeležencem so bili glede na število opravljenih vzponov podeljeni Katarinkoti, termali in veliki pokali. Največ pozornosti pa sta bila deležna letošnja rekorderja Mojca Lukan in Arsen Desimir Arsič. Žal imamo s prireditve le fotografije in ne tudi posnetka. Ob istem terminu so namreč potekale še 3 prireditve. 8-mesečno vpisovanje v knjigo pri gostišču Vihra na Katarini, ki se je sicer zaključilo že 31. oktobra, bo šlo v anale predvsem po rekordnem ženskem dosežku. Ljubljančanka Mojca Lukan je zabeležila kar 200 vpisov, za orientacijo drugo uvrščena Maja Zajec le 92. Kolesarstvo pri nas počas postaja, če že ni nacionalen šport, tist številka 1, ne samo kot šport, bolj kot rekreacija. Je pa tudi dejstvo, da smo na ženskem področju napredovali, na kolesarskem, ker nastala je celo profesionalna ekipa, torej tam BTC nekje jo ima, in verjetno je precej tega potegnil za sabo potem. Največ podpisov med moškimi je tokrat zbral Medvoščan Arsen Desimir Arsič, sicer je veliki pokal za 60 in več vzponov prejelo kar 38 moških in 8 žensk. Število udeležencev je recimo ni tako hudo upadlo, sam bolj je upadlo tistih, ki vztrajajo do 60 vzponov. Tam okrog 120 smo imeli zmeri, letos jih je bilo 118 upisanih. Ampak dejansko do 60 vzponov jih je prišlo pa manj. 11 kolesarkam in 19 kolesarjem je bil za vsaj 30 vzponov podeljen mali pokal, ostalim, kar 38 jih je bilo, pa maskota Katarinko za vzpodbudo. Še zmeri lahko spovem samo to, da po najslabši cesti, kar je možno na Katarino. To ne samo jaz, tudi ostali kolesarji, to spoznavamo, čezali bolj pa tudi naša kolesa, ki trpijo 300 na uro. Zbrana druščina kolesarjev je ob Martinovi gostiji znova dokazala, da se ob športni discipliniranosti zna tudi poveseliti. Do marca prihodnje leto, ko se odpre nova vpisna knjiga priljubljene športno-rekreativne akcije, bo časa za trening še dovolj. Košarkarski klub Medvode je preteklo nedeljo pripravil drugi turnir interne lige. V spretnostnih igrah in medsebojnih tekmah se je pomerilo več kot 200 otrok vpisanih v šolo košarke, ki jo klub v letošnji sezoni izvaja na vseh 4 osnovnih šolah v naši občini. Takole navijaško, tekmovalno, predvsem pa pozitivno ozračje je vladalo v veliki športni dvorani na drugem izmed 5 turnirjev interne lige, ki jih bo v okviru programa šole košarke za učence med 1. in 5. razredom osnovne šole v letošnjem šolskem letu pripravil košarkarski klub Medvode. Fantje, kako se imate danes? Ja, super, več kot dober. Kako gre tekma? Dobro, vidimo, da smo zelo košarko zadeli. Glasno navijate? Ja. Podbujate svoje ali tudi vse ostale? Svoje. Najprej smo imeli en poligon, pa smo zdaj igramo, pa ne vem, kaj bomo še delali. Povejte mi, kako vam gre za enkrat? Dobro nam gre, sam če si na igrišču, misliš, ko gledaš ostale, misliš, da je to čisto lahko, pa ko si na igrišču, se pa da zmučeš, a ne? Tako da dobro nam gre, ja. Težka tekma? Ja, kar. Mladi košarkarski upi so moči merili v poligonih, spretnostnih igrah in tekmah ter staršem na tribunah pokazali, česa so se na treningih že priučili. So komaj čakali, da se bo ta turnir izvedel, ker 1 mesec pa pol so trenirali in je bilo že malo jim dolgčas. Skozi trening, v bistvu je pa trening za to, da se pol tudi na tekmi pokaže oziroma na poligončkih, kaj si se naučil, in so bili že komaj so čakali, da bojo pokazali to staršem oziroma vsem, kaj znajo, kaj se naučijo. V košarkarskem klubu Medvode so pred letošnjo sezono zavihali rokave in vzpostavili nov program šole košarke po osnovnih šolah. Vanj je vpisanih 220 otrok, prvo- in drugošolci obiskujejo program igrive košarke, otroci med 3. in 5. razredom pa šolo košarke, kjer že spoznavajo osnovne košarkarske elemente in zakonitosti igre. Definitivno je stvar, da spoznajo košarko, bom rekel najprej na igriv način, potem pa tisti, ki želijo več, se priključijo najmlajši klubski selekciji v 11 oziroma košarkarskim delavnicam. Tam pa tudi fantje, bom rekel, začnejo dobivati neke delovne navade, odgovornost, samozavest,
in bom rekel, postaja pravi prijatelji in mislim, da to je neka glavna stvar, ki jim lahko ponudimo, predvsem pa to, da jih odvrnemo iz ulice. Odziv je bil fenomenalen, kot sem rekel, 220 otrok, kar ni malo, ne, in smo večkrat zadovoljni. Seveda, treba je bilo to postaviti, kar je najtežji. Začetek je vedno najbolj težek, ne, potem pa, ko enkrat to zlaufa, pa mislim, da bo, ne, tako da smo zdaj prvič tudi štartali na U11, ker do zdaj smo imeli vse selekcije 13, 15, 17, 19 člane, zdaj smo tudi rekli, da bomo imeli U11 in iz tega nabora bomo tudi naredili ekipo U11, da bo pod KZS-jem tekmovala. Zakaj ste se pa vidva odločila začeti trenirati košarko? Ja, všeč nam je bilo, smo že jaz, pa Jon, pa še najin prijatelj smo šli pred šolo hoditi, košarko igrati in nam je bila všeč in smo šli tudi, ker je bila v šoli dejavnost košarka, sva se tudi prijavila. Kakšni so pa treningi, so vam všeč? Ja, to gre bolj čez zabavo, da se bolj zabavamo, pa igramo zraven, pa imamo še poligone. Ja, so všeč, ja, dobri so. Ja, ful so dobre, samo moramo biti pridni, da igramo. Ja, jaz imam doma koš, pa sem pa hotel tudi trenirati košarko kot dedi. Mi smo imeli v šoli prireditev in mi je bilo všeč in ko sem imel čas, sem se pač prijavil. In kako vam gre zaenkrat danes na tekmi? Zaenkrat še kar v redu. Boste zmagali? Bomo probali. Prvi rezultati načrtnega dela z mladimi so že vidni, v klubu se lahko pohvalijo z nadvse obetavnim rezultatskim uvodom v sezono v praktično vseh selekcijah. Člani pa denimo v 3. ligi letos še sploh ne poznajo poraza. Trenutno bom rekel, nam gre zelo dobro. Predvsem pa mene ne zanima toliko rezultat, kot pa samo delo. Vidi se napredek v samem znanju, tako da jaz se ne bojim, bom rekel, prihajajočih tekem, tako da zmagam naproti. En polprofesionalizem smo uvedli, v bistvu ni več to čisto na amaterski ravni, tako da so se stvari veliko spremenile in bo trajalo verjetno kakšen let, da se to fantje navadijo, da tudi prenese ta trening svoje rezultate. V glavnem se pa že na določenih mestih se že kaže, recimo Peru 13 se zelo lepi rezultati kažejo, več ali manj zmagujejo po 40-50 točk, tako da je to zelo lep podatek. Počasi a vztrajno torej košarka v Medvodah ponovno stopa v ospredje. Članice medvoške podružnice Plesne šole Urška so minuli vikend odlično nastopile na tradicionalnem plesnem festivalu v Novem Sadu. Dekleta, varovanke plesnih koreografov Uroša Kajzerja, Kim Geren in Darje Šuster so se kar 3-krat povzpela na zmagovalni oder. Sara Šahinovič je zmagala v kategoriji Street Show Solo Junior, mala skupina v postavi Patricija Zakrajšek, Monika Seliškar, Jerca Knific, Jerneja Pirnat, Polona Lovšin in Sara Šahinovič je s točko Rhythm of the Mask zmagala v kategoriji Street Show Junior, mala skupina Queens v postavi Klara Zadravec, Anita Mulalič, Manca Velikovrh, Eva Pevc, Patricija Brbre in Tija Zakrajšek pa je osvojila 3. mesto v kategoriji Street Show Junior. Dekleta do konca leta čakata še 2 pomembni tekmi, Evropsko prvenstvo v show dance v Nemčiji in svetovno prvenstvo v džezu v poljski Mikolajki. Z visokim porazom je članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode končala jesenski del ligaškega tekmovanja 3. slovenske nogometne lige Center. V zadnjem 13. krogu je na gostovanju v Ivančni Gorici izgubila s 5-0 in se na lestvici 14 ekip 4 zmagami, 3 remiji in 6 porazi uvrstila na 8. mesto lestvice. Zmagala je Kranjska Zarica pred Zagorjem in Ilirijo Extra Lux. Članska vrsta košarkarskega kluba Tinex Medvode je minulo soboto odigrala 4. ligaško tekmo. Na domačem parketu so varovanci trenerja Andreja Božiča gostili ekipo Pivke in že v prvi četrtini pokazali svojo premoč. Končni izid je bil 87-61, medvoška članska vrsta trenutno na lestvici 3. SKL Zahod z 8 točkami zaseda 2. mesto. V slovenskih keglaških ligah je bilo odigrano 8. kolo.
Hidro je v prvi B ligi na domačem kegljišču izgubil proti ekipi iz Slovenskih Konjic in se z 8 osvojenimi točkami trenutno nahaja na 6. mestu lestvice. Ekipa Medvode pa je v 3. ligi Zahod doma premagala ekipo iz Kranjske Gore in je trenutno 7. z 9 osvojenimi točkami. Ženska ekipa Medvod, ki igra v 2. ligi Zahod, je bila minuli vikend prosta. Na prvem prstometnem memorialnem turnirju Borisa Brezarja sta med 41 nastopajočimi ekipami odlično nastopili ekipi iz športnega društva Senica. Ekipa Lotrič v postavi Kunstel, Govekor, Milašinovič je klonila šele v finalu proti ekipi K-Print in osvojila končno 2. mesto. Ekipa ŠD Senica 1 v postavi Linčič, Jerina in Dežman pa je v polfinalu premagala ekipo iz ŠD Ljubno in memorialni turnir končala na 3. mestu. Medvoški policisti so obravnavali 3 prometne nesreče, ki so se zgodile med prejšnjim in današnjim četrtkom. V Valburgi je voznik izsilil prednost v križišču in prišlo je do nesreče, v kateri se je ena oseba lažje poškodovala. V Zbiljah se je zgodila nesreča zaradi nepravilne vzvratne vožnje. V Medvodah pa je voznik na parkirišču trčil v parkirano vozilo in nato pobegnil. Na ladji je nekdo poškodoval tujo stvar, v Medvodah se je zgodila tatvina, v Hrašah je nekdo vlomil v lopo, v Medvodah so na gradbišču ukradli izolacijski material, v Valburgi pa je nekdo odpeljal lahki priklopnik, ki ni njegov. Zaradi povečane aktivnosti tatvin policisti opozarjajo vse lastnike stanovanjskih hiš, da ustrezno zavarujte svojo lastnino in vse občane prosijo, da v primeru, če opazite sumljive osebe, takoj pokličete na telefonsko številko policije 113 ali na anonimni telefon 080 200. Še enkrat pa pozivamo voznike, da poskrbite, da bodo vaša vozila imela zimsko opremo, saj bodo v prihodnjih dneh izvedli več poostrenih nadzorov. Kot kaže, se nam končno obeta lep konec tedna. Izkoristite ga, gotovo se bo v Medvodah našlo tudi kaj za vas. Če nič drugega, v Goričanah boste že lahko preverili, kako pridni ste bili letos. V današnji informativni oddaji pa je bilo to vse. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.